V derbiju 7. kroga druge slovenske nogometne lige bomo videli obračun dveh nekdanjih reprezentantov. Nastja Čeh brani barve domače Ptujske Drave, medtem ko je Borut Semler član Doba. Če je za Nastjo Čeha razumljivo, da je ob koncu svoje kariere priskočil na pomoč domačemu klubu, pa je prihod Boruta Semlerja v Dob vendarle manjše presenečenje. Meni težko, zato ker ne gledam samo z finančne poti, ampak tudi z športne, kajti pravi športnik si najde tudi klub vedno, ko hoče in ko si želi igrati, kajti najpomembnejše je ljubezen do nogometa. Bo pa tekma med Dravo in Dobom pomembna tudi v boju za vrh razpredelnice v drugi slovenski nogometni ligi. Razlika med Dobom in Dravo znaša zgolj 1 točko. Čeprav so Ptujčani v prejšnjem krogu doživeli šele svoj prvi poraz in so s tekmo manj na drugem mestu, pa je v ponedeljek Franz Friedl podal odstop. Bo po presenetljivem odstopu trenerja, ki je Dravo iz 4. lige popeljal v drugo, zavil nov veter? O teh stvareh lahko razpredamo še naprej. Jaz mislim, da tudi trener, ki ga ni več med nami, bo ostal, bo nam pomagal, bo poskušal dati tudi tisto pozitivno energijo za vnaprej. Mislim pa, da smo fantje vsi skupaj dovolj motivirani, dovolj bistri v glavi, tako da vemo, kaj nam prinašajo tekme. Smo se pa za konec dotaknili še nečesa. Borut Semler in Nastja Čeh sta nekaj časa igrala skupaj v reprezentanci. Tokrat pa se bosta po dolgem času srečala na nasprotnih straneh. Vsi vemo, da je Nastja imel veliko kariero in da je veliki nogometaš, tudi veliki človek. Osebno ga tudi poznam, tako da mi bo veselje spet igrati proti njemu, igral sem tudi z njim. Tako da bo pri nas tudi motivacija, tudi naši igralci bodo motivirani igrati proti enemu Nastji Čehu, tako da je to za nas tudi en plus. Z Borutom smo res zaigrali skupaj, imeli smo par kontaktov, to pomeni prijateljskih, dolgo se nismo videla in že prav veseli, da se v soboto srečamo. Za Boruta Semlerja bo to tudi nekoliko posebna tekma, saj se bo zoperstavil svojemu nekdanjemu klubu. Njegovi soigralci so zato še toliko bolj odločeni, da mu pomagajo, da bo obveljal zakon bivšega. Tako da jaz mislim, samo moramo dati glave gor, stisniti moči za Dravo, pa po 3 pike, ne z drugega. Kdo se bo veselil pomembne zmage, bo jasno po 90 minutah. Že zdaj pa je jasno, da nas čaka zelo zanimivo srečanje dveh zelo kvalitetnih ekip.